Resnično nimam pojma, kako je ta zgodba o Tuckerju Carlsonu ostala neopažena. Ker od vseh teh smešnih stvari, njegova obsedenost z islamom, njegova obsedenost s socializmom, stvar s Kitajsko, njegovo manipuliranje z lažmi na spletu, njegova podpora in umik podpore Trumpu, vse čudne stvari, ki so se zgodile z njim. To je tisto, česar res nisem pričakovala in mislila sem, da bi to povzročilo največji hrup na spletu, ker javno na nek način podpira celotno pedofilsko gibanje. In zato obstajajo dejanski posnetki. Zdaj, ne vem, zakaj sem presenečena, ker so vsi ti ljudje enaki. Vsi se vračajo k istemu smešnemu stereotipu teh po oblasti hrepenečih, starejših, debelih moških, ki se na koncu izkažejo za izjemno pokvarjene in preprosto ogabne. Ampak to se ne prime. Ljudje o tem ne govorijo in ne morem verjeti. Morda sem zvenila malo kot tak, opravičujem se vsem vam. Res se trudimo, da njegovega smeha ne bi preveč prinašali na to platformo, ker nas kar zmrazi. Ampak ljudje, ta posnetek je nor in nihče ne govori o tem. Spet sem mislila, da je tista stvar z islamom najbolj nora. In potem so bile njegove izjave o Kitajski tudi nore. Ampak tole je pa res nekaj posebnega. Upam, da ste pripravljeni. Dobrodošli v oddaji Pushback, jaz sem Eraka, vaša gostiteljica. Ne pozabite pritisnite na gumb za naročnino, deliti ta video s prijateljem, všečkati, komentirati. Naredite svoje. Ustvarjamo gibanje Pushback in če se nam želite pridružiti, bi vas res z veseljem imeli tukaj. Prav, ste pripravljeni na ta posnetek, ki ga nihče od nas ni pričakoval, ampak verjetno bi ga morali? Ja, mislim, da ste. V redu. Najprej preberimo. Pretresljiv zvočni posnetek Tuckerja Carlsona. To je od Gine Milan. Med letoma 2006 in 2011 je Tucker Carlson vsak teden klical v provokativno radijsko oddajo Bubba the Love Sponge. V vulgarnem pogovoru je omalovaževal Warrena Jeffsa, ki je bil takrat na FBI-jevem seznamu 10 najbolj iskanih zaradi otroških porok. Ta tip je morda posiljevalec otrok. Dogovoriti poroko med 16-letnico in 27-letnikom ni isto kot zgrabiti neznanko z ulice in jo posiliti. Prav. Obožujemo poroke med 16-letnicami in 27-letniki. To je res čudovito, vsi to vedo. Ko voditelj NATO piše, kako 14-letna dekleta na šoli njegove hčerke eksperimentirajo s spolnostjo, je rekel, če ne bi bile to moje hčere, bi mi bil ta scenarij všeč. V vsakem primeru se je pošalil, da bi moral Bill Clinton živeti v večženstvu s kupom najstnic. V redu, postaja vse bolj grozljivo. V celotnem posnetku je trojica večkrat imenovala ženske kurbe in uporabljala druge vulgarne žaljivke. Iskreno, zdaj mi je že res nelagodno. Ne vem, kaj naj rečem. Ja, je malo tako. Spomnite se, Tucker Carlson. Kristjan, pobožen, ljubitelj Gospoda in seveda ljubitelj grozljivih spolno neprimernih stvari. Poslušajmo sami. On je v zaporu zaradi pomoči pri posilstvu otroka. Karkoli že to pomeni, da je v zaporu, ker je čuden in nepriljubljen in ima drugačen življenjski slog, ki se drugim zdi grozljiv. Ne. On je sokrivec pri posilstvu otrok. To je kaznivo dejanje in zelo resno. Ja, biti sokrivec pri posilstvu otrok je res slabo. Mislim, mogoče pa ti, ker imaš rad islam, ne misliš tako. Ampak osebno mislim, da bi se večina ljudi strinjala, da biti sokrivec pri posilstvu otrok je slabo, ne dobro. Kako to misliš, da je sokrivec? Ima neko čudno versko sekto, kjer misli, da je v redu, veš, poročiti se z mladoletnimi dekleti, ampak tega ni storil. Zakaj pa tip, ki je to dejansko storil, ki je imel spolni odnos z mladoletnim dekletom, ne bi bil tisti, ki bi moral dobiti dosmrtno zaporno kazen? Posiljevalec v tem primeru je sprejel doživljenjsko zavezo, da bo živel in skrbel za to osebo. Tako da je malo drugače. Bodimo iskreni glede tega. Be honest? Ojoj, pripravljam vas. Zvok bo še slabši. Da, res bo slabši. Ampak najprej samo hitra beseda naših sponzorjev. Moramo govoriti o programu Medicare, ker če ste vključeni v program Medicare, pomislite, kako ste izbrali svoj načrt. Ali je kdo primerjal vse možnosti in vam pomagal najti najboljšo izbiro za vaše zdravnike, recepte in potrebe? Ali so vam samo dali nekaj načrtov in rekli, naj izberete? Za večino ljudi je žal druga možnost prava. In zato vam želim povedati o Chapter, ker je Chapter drugačen. So neodvisni in so edini svetovalci za Medicare, ki primerjajo vse načrte, ki so na voljo po vsej državi, ne samo tiste, ki jim najbolj koristijo. Pregledajo vaše zdravnike, vaše recepte in vaše prioritete, ter vas nato povežejo z načrtom, ki vam dejansko ustreza. Njihovi svetovalci prejemajo fiksno plačo, torej v resnici ne silijo določenih načrtov. Tam so zato, da vam pomagajo sprejeti pravo odločitev.
Če ste že na pravem načrtu, vam bodo to povedali. Če pa ne, vam bodo pomagali zamenjati. Lani so starejši, ki so zamenjali načrt prek Chapter, v povprečju prihranili več kot $1000. Klic je brezplačen, traja približno 20 minut in vam ali nekomu, ki ga imate radi, lahko prihrani veliko denarja in stresa. In to je tisto, kar nam je pomembno. Če imate starša, starega starša ali ljubljeno osebo na Medicare, se to res splača preveriti. Pokličite Chapter na 610 680 3337. 610 680 3337 in začnimo varčevati že zdaj. Ja, začnimo varčevati in nehajmo biti obsedeni s strašljivimi pedofili, Tucker Carlson. Ojoj, mislim, spet, zakaj sem sploh presenečena? Nisem presenečena. Preseneča me le, da je okoli tega toliko hrupa. Ampak spet, ne pozabite, ta nova obsedenost s Tuckerjem prihaja od čudovitih ljubiteljev otrok v naši družbi. Točno veste, o čem govorim. Kislam. Zakaj tega ne bi poimenovali kislam ali kilslam? Kilslam. To je tako dober vzdevek, ne morem verjeti, da sem si ga pravkar izmislila. Pogovorimo se o kilslamu, vsi skupaj. Ni obtožen, da bi se koga dotikal. Obtožen je, da je omogočil poroko med 16-letnim dekletom in 27-letnim moškim. To je obtožba. To imenujejo noč kaznivih dejanj. Ne. Fantje, starejši moški, ki omogoči, torej prisili v nezakonito poroko, je tako globoka zloraba moči. Iskreno se mi zdi to še huje kot starejši moški, ki se poroči z mlajšo deklico. Mislim, da vsak moški ali ženska, ki dovoljuje zvodništvo, trgovino z ljudmi za spolno izkoriščanje ali poroke med mladoletnimi in polnoletnimi osebami. To se mi zdi milijonkrat huje kot dejanje nekoga, ki je star 27 let in se poroči s 16-letnico. Ker to omogočajo v svoji družbi, pritiskajo na dekleta in uporabljajo svojo moč, da ljudem ne dovolijo izstopiti iz te situacije. Ne vem, kdo je ta 27-letnik. Ne vem, kakšna je tam zgodba, ampak če obstaja moški, ki omogoča takšne poroke, ki vodi kult, tudi če tega sam ne počne, se mi to zdi veliko huje. No, spet, ne toliko huje. Malo pretiravam, ampak dajva se za trenutek umakniti iz tega. Dajmo o tem razpravljati, prav? Če imaš moškega, starejšega moškega, ki gleda, kako nekdo zlorablja mladoletnico, kaj se ti zdi bolj neprijetno? Oseba, ki zlorablja, ali oseba, ki to gleda, dopušča in ne ustavi? Menim, da sta vsaj enako kriva. Vsaj enako. Če nekdo to počne večkrat, organizira, da lahko nekdo zlorabi mladoletno osebo in se to dogaja znova in znova, se mi to zdi res zlobno. Res zlobno. Oba sta zlobna, ampak to je res zlobno. Tako da je upravičevanje tega malo absurdno. Oprosti, zdaj, ta cit je morda tak. Tomi, Nisem. samo povem ti, dogovarjanje poroke med 16-letnico in 27-letnikom ni isto kot to, da potegneš neznanko z ulice in jo posiliš. To je neumnost. Ampak veš kaj, po mojih kratkih izkušnjah, veš kaj ženske najbolj vzburi, če se prepiraš z njimi. Rez? Ja. Brand tega nikoli ne uporabljam. Res je, razpravljaš o politiki z žensko in greš, veš, popolnoma na polno, še posebej o feminizmu. Če se pogovarjaš s feministko in ti govori, veš, moški mora biti bolj občutljivi in to. Ne, v resnici moškim ni treba biti bolj občutljivim. Samo tiho moraš biti in nekako delati, kar ti rečejo. In se malo sprosti. Obožujejo to. Lexo Stewart. Ves čas jo srečujemo. Zdi se grozno. Ja, res je, so zelo podeželski. Zdi se zelo ekstremno. Rad slišim to besedo iz njenih ust. O ja, stopila je čez mene. Zdi se kaj? No, kar nadaljuj. Samo zdi se malo podeželska, ker si to rekel, sem se samo strinjal s tabo. Preprosto ne morem. Nekaj je tako ponižujočega pri moških, ki se imajo za, veš, moralna bitja, moških, ki se imajo za del neke vere, pa tako govorijo o ženskah. Zame je tako očitno, da je moška naloga zaščititi in braniti žensko, ne pa jo poniževati in se norčevati iz nje. In ko rečejo kaj takega, vse v meni prekipi. Ko rečejo stvari kot, ja, one imajo to rade. Ko se borimo proti njim. Jaz preprosto ne uporabljam te besede. Jazz za Tucker Carlson Tonight na MSMA pravim, da dekle, ki naleti na takšno vsebino, Mislim, slišal sem jo, zdaj sem oboževalec Brenta, torej v redu, svojo pristranskost povem kar takoj. Ampak slišal sem jo z njim in preprosto sem ji hotel dati tisto kazen, o kateri je govorila. pravzaprav si želim, ko leži tam. Samo ji hočem dati poriti, ker to tako obupano potrebuje, citiram. Samo želim ji dati tisto kazen, ki jo tako obupano potrebuje.
Ali je bil Tucker Carlson takrat poročen? Poglejmo. Poroka Tuckerja Carlsona. Poglejmo. V redu. Kdaj se je poročil? V redu. Poročen je z Susan Andrews od leta 1991. Imata 4 otroke. Dolgotrajen zakon, več kot 30 let. V redu. Ta moški je poročen. Je poročen. In pravi, da želi drugi ženski dati eno poriti, ki jo tako obupano potrebuje. Rekla sem ti, da ni pravi kristjan. Njena glava je ponoči v tvoji posteli. Veš, kdo je v njeni spalnici in kaj počnejo? Nihče, samo ona. No, ko je v dijaškem domu in te punce začnejo eksperimentirati kar naenkrat, imaš lezbiko pred sabo. Mislim, da ne razlagajo. In kar naenkrat, Brent, kaj se dogaja v skupnem dijaškem domu? Nič. Nimam PSP-ja za igrati, nimam ničesar. Nimam mame in očeta tukaj, da bi mi povedala, da me imata rada in da bi me spravila v posteljo. Tukaj je Trixie in želi malo raziskovati moje telo. Torej, hej, pojdiva malo ponoret. Wow, če ne bi bila tvoja hči, veš? Če ne bi bila moja hči, bi mi bil ta scenarij zelo všeč. Opomnik, ta tip je poročen. Če ne bi bila moja hči, bi mi bil ta scenarij zelo všeč. Mislim, da je to precej malo verjetno. Naj bo to še tako bizarno, koliko je stara tvoja hči? 14. Obožujem ženske, ampak so izjemno primitivne. So preproste, niso tako težke za razumevanje. Katy Perry in Brittany v reklamo z Obamo je klasična stara šola mešanja ras, stari jug, Uncle Tom, to je stari jug. Ti dve mladi belki bosta hodili s črncem. Pravite, da prihaja po vašem nedolžno belo hčer. Tako da postavite dve. Od največjih belih kurb v Ameriki. Hočeš pofukati Sarah Palin? No, to je res. To je res, s tem se strinjam. Žal mi je neprivlačnih žensk. Sej niso ničesar naredile, veš? Kaj je boljše od hokeja, trave in kurb? Mislim, ampak veš, najprej ni nobene Kanačanke, za katero bi hotel plačati, da bi spal z njo. Vsak, ki odgovori, da je njegova trofejna žena njegova najljubša lastnina, je. Moj junak. Joj. Spet ne vem, zakaj smo presenečeni. Ničesar ni, nad čimer bi bili presenečeni. Ti stari beli medijski moški, nič presenetljivega. Ampak spet, zakaj se o tem ne govori toliko? Zakaj ljudje niso preprosto tako odvraten, podli moški, ki je izrekel odvratne, podle stvari? Zame je moški, ki svoje žene ne spoštuje dovolj, da ne bi izrekel takšnih stvari v javnosti, moški, ki mu preprosto ne moreš zaupati. Morda je to pretiravanje, morda je to visok standard, ki ga postavljam. Ampak zame se zdi eden najhitrejših načinov, da ugotoviš, ali lahko nekomu zaupaš, ta, da vidiš, kako govori o osebi, s katero se je odločil preživeti celo življenje v zakonu. In ni rekel ničesar posebnega o svoji ženi, ampak dejstvo, da se tako sproščeno pogovarja o drugih ženskah, medtem ko je poročen, popolnoma izkazuje nespoštovanje do nje. In če si pripravljen nespoštljivo ravnati do svoje boljše polovice, si pripravljen nespoštljivo ravnati do čisto vsega. Mimogrede, če javno slabo govorite o svojem zakoncu, vas je lahko sram, ker s tem izpadete kot enak kos nesnage, kot je Tucker Carlson trenutno. Hvala za vašo pozornost glede te zadeve.